Dober dan. Pri predstavitvi založbe Fran in dveh slikanic dobrodošli in prosim za določeno pozornost. Imamo dve odlični gosti, in sicer Majo Smotlak iz Kopra in Tanjo Badalič-Vovk iz Oseka pri Novi Gorici. Obe sta avtorici lepih slikanic, katerih se veselimo, da smemo izdati v Celovcu. In ker sodelujemo pri nastajanju novih knjig, izvirnih knjig, ne samo z avtorji iz avstrijske Koroške, ampak tudi iz vse Slovenije. Prav lepo pozdravim najprej Majo Smotlak, ki je se oglasila že pred leti, da bi sodelovala, in je nastala v času pandemije njena slikanica o črnem ptičku in beli ptičici. Ti si prišla, mi se tikamo, se poznamo, ti si prišla v stik z založbo na določen način, ki je morda tipičen, kakor se pojavljajo zdaj stiki, namreč bodisi na sejmih ali pa bodisi preko knjig, ker si kritičarka leposlovnih del in pišeš recenzije oziroma kritike za Radio Trst A, za Primorski dnevnik ali za Mladiko in še kje. Sicer si po poklicu slovenistka, doktorirala si iz tematike narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji. Imaš zajetno publikacijo na stojnici pri Slovencih v Italiji, jo lahko tudi dobite. Ampak danes se posvetimo morda tvoji pravzaprav nenavadni zgodbici, ki nima kaj opravka tako rekoč z znanstvenim delom, ampak se dogodi nekaj posebnega, namreč da se zaljubljenost pojavi med ptički. Kako je to bilo, da si prišla do take ideje, da se ne posvečaš le kritiki in znanstvenemu delu, ampak tudi napišeš čudovito zgodbico? Ja, najprej pozdrav vsem. Najlepša hvala, da ste tu, da ste pripravljeni prisluhniti naši predstavitvi. Kako sem prišla do te zgodbice? Torej, že od malega sem gojila ljubezen do besede in sem rada pisala zgodbice zase. No, in do te zgodbice pa sem prišla iz nekega doživetja. Ko sem bila zaposlena na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, preden bi postala profesorica, na srednji šoli v Trstu, kot sem sedaj, sem v pisarni, kjer sem delala, vsako jutro odpirala okno. In na notranjem dvorišču te zgradbe, stare zgradbe, je rasel kaki. In v tej krošnji tega kakija je bilo ogromno ptičic, ki sem jih zjutraj poslušala, ko sem odprla okno. Kaj pa se je zgodilo? No, nekega dne sem zaslišala udarec v šipo, v okensko šipo v tej pisarni. In pogledala sem, kaj se je zgodilo. Eden od teh ptičkov, ki so ščebetali v krošnji, se je zaletel vanjo, torej v šipo. In torej pomislila sem, žal mi je bilo, zato ker se je zgodilo, in sem si rekla, kaj bi lahko naredila, da se ne bi to ponovilo. In sem se odločila, da izstrižem iz papirja bele ptičice in jih prilepim na okno. In ker v meni živi otrok, ki me ni nikoli zapustil, na srečo, sem začela razmišljati, tako sem bila malce zamišljena in sem rekla, kaj pa bi se zgodilo, če bi se kateri od teh ptičkov iz te krošnje zaljubil v te bele ptičice, tako zelo otroško razmišljanje, in sem si privoščila malo fantazije. No, in potem je nastala tale zgodbica, ki sem je zapisala najprej v celoti v glavi in potem sem jo zelo hitro, iznenada spravila na papir. Potem sem jo pilila s časoma, ampak v bistvu je šlo za tak hiter proces ustvarjanja, bom rekla. Enkrat, ko sem jo imela v glavi, potem je to šlo zelo hitro na papir. In sedaj imate knjigico.
zelo slikovit jezik in je bil seveda odlična podlaga za avtorico ilustracije. Povabila smo skupno Nano Homovec iz Ankarana, da je ilustrirala to slikanico in občutek imam, da ste se dobro ujeli, da ste lepo sodelovali, da si zadovoljna z njeno upodobitvijo, to je zgodbe. In bomo potem ob koncu našega pogovora, ki ne bo trajal dolgo, no, ampak nekaj že, bomo predstavili potem v obliki kamishibaja vsaj del slikanice, če ne v celoti. Moram pa poudariti, da smo v pandemiji tudi imeli zamisel, da bi zgodbico ponesli ne samo v slovenski svet, ampak tudi v italijanski, kot ste slišali je Maja, torej v tem dvojezičnem okolju Koper Trst in je doraščala pač celo v Mačkoljah pri Trstu in je seveda vešča italijanščine in je slikanico prevedla v italijanščino. In tako da je možno brati njeno zgodbico tudi v italijanskem jeziku. In če je že tako, jaz pa prihajam iz Celovca, ker je celovška založbica, pa sem prestal knjigo oziroma zgodbico v nemški jezik. Tako je to neko tako mednarodno sodelovanje iz tega projekta nastalo, kar je zelo razveseljivo in se trži zdaj, recimo je slikanica bila v Frankfurtu razstavljena, v Leipzigu razstavljena, na Dunaju razstavljena in samo na italijanski trg mora reči, da slovenska založba iz Celovca še ni našla prave povezave in tu sem izzvan, da si poiščem pravzaprav trg. Razen da v Trstu, v slovenskem knjižnem središču je na voljo. Torej Nana Homovec je pa akademska slikarka in se profesionalno ukvarja z ilustracijo in je ilustrirala že več slikanic oziroma tudi pesnitve Ferija Lajnška, tako da je nama zelo prijetno, da je to se dogodilo. Sedaj bi pa predstavil najnovejšo slikanico, ki smo jo letos izdali in je pravkar prišla na trg, in sicer gospe Tanje Badalič-Vovk, Sledi mesečine. Tanja prihaja iz Oseka pri Novi Gorici in ja, je tudi poiskala stik z založbico, ker je pač očitno jo Majina knjiga nekako fascinirala in je mislila, no, morda bo pa založnik tudi za to prijel. Moram povedati, da je zelo mala založba in zelo malo knjig izdamo, ampak ilustracije in besedilo te zgodbe oziroma te slikanice, jaz pravim, to je pa slikanica za odrasle, ker je besedilo kar dosti zahtevno, ampak zelo poetično napisano in smo potem prišli v stik. Ilustratorja v tem primeru pa ni bolj potrebno poiskati, kajti Tanja je tudi slikarka in je ponudila tako ilustracijo kot besedilo. In Tanja je sicer tudi izobražena na univerzi in sicer je študirala nekaj, boš povedala, ker so to neke take študije, ki jih jaz niti ne poznam, namreč vede, idej in kreativnosti. Prej pa je bila še pravzaprav v magistrskem študiju, diplomskem študiju, tako da poučuje oziroma je poučevala jezike. Je pa tudi avtorica kot pesnica in kot avtorica slikanic že priznana na slovenskem trgu in se prosim tudi malo predstaviš. Ja, hvala, Franc. Lep dober večer vsem, ki ste prišli nocoj nas poslušati. Torej, prihajam z Goriške.
Ta je moja 6. slikanica oziroma knjiga. Prej, če samo se vrnem k izobrazbi, študirala sem na diplomskem študiju francoščino in španščino, potem sem pa kot mlada raziskovalka šla v literarne vede in doktorirala na področju primerjalnih študijev idej in kultur. Med študijem, zakaj to omenjam? Ker sem med študijem prišla v eno smer, ki mi je zelo, zelo zanimala, in sicer ekokritika in kritične animalistične študije. Torej, če poenostavljeno povem, to gre za preučevanje odnosa ljudi do živali in narave v literaturi. In ker sem na slovenskem trgu zelo, zelo pogrešala več te tematike, sem rekla, bom pa sama kaj napisala, in tako nastala leta 2018 moja prva slikanica. In ker sem v svojem otroštvu zelo rada risala, sem se preizkusila tudi v risanju in od takrat tudi ilustriram svoja dela. Torej, narava ti je pravzaprav zelo blizu. Si tudi zaščitnica sove v tvojem okolišu. Zakaj je ta tematika zate tako pomembna? Jaz sem odraščala torej na vasi in sem vedno zelo rada zahajala v gozd. In me zelo, zelo boli to, kar se danes dogaja, torej da nekako si človek prilašča vse, kar je v naravi. Zato tudi pač v svojih knjigah želim opozarjati na to. Lahko bi rekli, da je nekako to smer, se mi zdi zelo simpatičen izraz, artivizem. Torej, umetnost in aktivizem v enem. In se mi zdi, da vsa moja dela doslej to prinazarjajo. Če pogledamo tvojo slikanico, ima zelo prikupne ilustracije, same živali, neka umirjenost se človeka dotakne, ko lista, še bolj pa, če se poglobi v misli, ki jih izražaš, zelo poetičen način izražanja. Je to sicer tudi tvoj stil? Je, ker pišem poezijo, je pa res ta žanr, ta slikanica je en hibriden žanr med slikanico. Slikanica je navadno dojeta kot otroška literatura, namenjena torej otrokom, ampak jaz obožujem slikanice, ker so bogate z ilustracijami. In sem naredila en eksperiment. Dodala sem, ta knjiga je tako nastala, pravzaprav, da so začele najprej nastajati ilustracije in šele nato besedilo. In ko sem opazovala ilustracije, ki so mi bile všeč, torej sama sebi sem tako laskala na nek način in sem rekla, da si zaslužijo prav posebno besedilo. Tako da je nastala nekakšna refleksija o naravi, seveda, ki je poetična. Ta poetičnost pa je res za kompetentne bralce. In tako da slikanico sem posvetila vsem odraslim, seveda, pa tudi otrokom, ker ilustracije nagovarjajo otroke, ampak predvsem odraslim, da si bi vzeli na solstici, na zimski solstici, nekaj minut časa zase in jo v tišini prebrali. In takrat jo bo tisti, ki jo bo prebral, jo bo res začutil. Doživljamo v tej slikanici neko spoštljivost, nek spoštljiv odnos do narave in do živali. In nekaj podobnega je pa tudi pri Majini zgodbici, namreč je narava pravzaprav v ospredju in tu pa pridejo še čustva, ki se vmešajo v zgodbo na tak način, da je prikupno prisluhniti tej zgodbici. Jaz bi predlagal, da bi zdaj en del predvajali v obliki kamišibaja. Moram povedati, da je ta kamišibaj nastal za to predstavitev, bo to premiera in upamo, da se bo posrečilo.
O črnem ptičku in beli ptičici. Črni ptiček je že od prvega dne, kar je pokukal na svet, oboževal letenje. Letal je najraje sam, da je lahko švigal sem ter tja, kamor si je njegovo pustolovsko ptičje srce najbolj poželelo. Temno, svetleče perje je nastavljal sončnim žarkom in globoko vdihoval vsak pihljaj svežega zraka. Vzpenjal se je više in više, ter ob tem sanjaril, kako bo nekega dne dosegel bele, puhaste oblake, ki ga vabijo k sebi. Črni ptiček je imel resnično zelo rad ljubke reči, ki jih je videval okrog sebe. Lepega jesenskega dne je njegovo pozornost pritegnilo drevo z listi v vseh možnih odtenkih zelene, rumene in rdeče. Med listi so rasli okrogli in sončni oranžni sadeži, kakršnih svoj živi dan še ni videl. Ptičku so se zalesketale oči. Zvišal se je naglo, spustil krošnjo drevesa in pristal na eni od vej. Skoraj da bi oglušel, saj se ob njegovem nepričakovanem pristanku izmed listov dvignil vik in krik drugih ptic, ki jih je njegov prihod zmotil med kljuvanjem velikih oranžnih sadežev. A nemirno ščebetanje tu in nemirno ščebetanje tam se je kmalu poleglo. Ptice so znova ubrale prekinjeni pogovor. Črni ptiček pa jim je prisluhnil. Slišal je, kako pripovedujejo o tem, da so se na oknu nasproti drevesa zjutraj pojavile figure, ki so jih drobne otroške roke narisale, pobarvale, izstrigle in prilepile na šipo. Pogovarjale so se tudi o starem ptičjem prepričanju, da so otroci čarobna bitja, da to, kar nastane izpod njihovih prstov, nosi v sebi nepričakovane magične moči, ki jih je dano izkusiti le redkim, najsrečnejšim pticam. Črni ptiček je z nasmeškom na obrazu sam pri sebi zamahnil s perutjo, češ, kdo sploh verjame takim rečem. To so pravljice za neumne ptice in on že ni ena izmed njih. Zamigal je z repkom, da bi se znova povzpel v let, a ravno ko se je še zadnjič obrnil proti oknu, je obstal kot ukopan. Tam, med tistimi figurami, med rožicami, metulji in zvezdami, je zagledal nekaj najkrasnejšega na tem svetu. Lahko bi prisegel, da česa tako lepega ni videl še nikdar prej. S šipe je vanj zrla s svojimi črnimi očmi snežno bela papirnata ptičica, sicer nekoliko ukrivljeno izrezanim kljunčkom, a lepo oblikovanimi perutničkami in drobnimi nožicami. Smehljala se je in svojim nasmehom namenjala svoj nasmeh namenjala ravno črnemu ptičku, da je nenadoma začutil vročino v glavi in zardel pod črnim perjem. Od tistega dne dalje je črni ptiček nenehno posedal na veji in razmišljal, kako bi prišel do bele ptičice, ki je bila na drugi strani šipe. Vedel je, da so okna nevarna reč, toliko je bil že poučen, pa vendar mu želja, da bi lahko spoznal belo ptičico, ni dala miru. Letenje, ki ga je odvedno imel tako rad, ga ni več zanimalo. Za oblake se prav tako ni več zanimal. Sedel je na veji in zaljubljeno gledal v belo podobo, ki se mu je prijazno smehljala. Druge ptice so opazile, da je črni ptiček spremenjen, da nič več ne preletava višav in da samo še ždi na veji tistega drevesa, pa naj bodo okrog njega sonce, dež, toča ali veter. Marsikatera izmed njih se je začela norčevati iz njega, mu govoriti, da je nor, mu dopovedovati, da bo zagotovo zmrznil, če ne bo začel znova leteti in si iskati hrane drugod. Medtem pa so veje iz dneva v dan postajale bolj gole.
Črni ptiček se je spomnil besed, ki jih je slišal tistega dne, ko je prvič priletel na drevo. Spomnil se je, da imajo otroške roke čarobno moč in če so izdelale belo ptičico in jo prilepile na šipo, mora samo počakati na čudež. Ko se bo zgodila čarovnija, jo bo lahko spoznal. Morda mu bo sreča naklonjena, je sanjaril, in bo tudi njej do tega, da se spoprijateljita. Nekega dne je hladen zrak začel ostro rezati črnega ptička v perje. Prestopal se je z noge na nogo, da bi se segrel, vendar zaman. Dvignil se je divji veter, ki je zavijal iz vseh smeri in tresel veje, da so se upogibale in lomile. Srce mu je divje utripalo od strahu, vrtelo se mu je v glavi. Pomislil je, da bo tokrat morda moral poiskati zavetje in oditi z drevesa, a nekaj v prsih mu tega ni dopustilo. S krempeljčki se je komaj še držal veje, da ga ni odpihnilo stran. Tedaj pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. V tisto okno, pred katerim je črni ptiček presedel cele dneve, je udaril silovit veter. Šipa se je zatresla in okno se je iznenada na stežaj odprlo. Metulji, rože in zvezde, ki so bile dotedaj prilepljene nanjo, so se trgali, se dvigali in spuščali v zračnih vrtincih. Črni ptiček je s pogledom iskal belo ptičico. Nikjer je ni več videl. V očeh so se mu nabrale solze in vseeno mu je bilo, tudi če bi ga veter zbil na tla. Pa vendar jo je ravno zadnji hip zagledal ob sebi. Začudeno jo je pogledal in nekaj zajecljal. Ptičica pa mu je pomežiknila in ga z belo papirnato perutničko prijela za črno pirnato perut. Pogledala sta v nebo, se nasmehnila drug drugemu in hkrati poletela visoko proti oblakom. Kaj se z njima zgodilo potem, nobena ptica ne ve natanko. Nekatere pravijo, da je ta zgodbica ptičja izmišljija, druge pa zatrjujejo, da sta črni ptiček in bela ptičica, zatem, ko sta poletela v nebo, dosegla puhaste oblake in bila skupaj srečna do konca svojih dni. Tako smo doživeli to pravljico. Vabim vas, da si tukaj vzamete razglednice, da boste vedeli, kje bi lahko to slikanico lahko kupili. Seveda, založba priporoča nakup in se oglasite pri stojnici v stekleni dvorani. Tudi za Tanino slikanico imamo pripravljene razglednice, lahko jih kar tudi dvignete in nam sledite do stojnice in sicer bodo tam avtorici rade volje podpisovali, pač izvode. Moram še omeniti, oziroma želim omeniti, da sta avtorici začeli tudi sodelovati, namreč Maja Smotla, ki je napisala Tanini slikanici spremno besedo, v kateri poudarja, kar je prej Tanja povedala, milino in tudi zelo neko umirjenost, neko spoštovanje, kjer se moramo bolj zavedati, v katerem okolju živimo, kako delamo z okoljem in se potruditi, da bomo morda znali v takem smislu sobivati, da bomo srečnejši in bogatejši, pa ne, da se bi začeli kregati ali pa celo ubijati, kot se to tudi dogaja žal. Mi smo napravili dve slikanici, ki sta spodbudni in želita v svet ponesti optimizem in
tudi naravnanost, da lahko bolje zaživimo. Hvala lepa vama obema, da sta prišli. Se tudi zahvalim za sodelovanje in če imate še kakšno posebno sporočilo, bi zdaj bila prilika, drugače pa vabim, da se oglasite pri stojnici in nadaljujemo pogovore. Hvala lepa.